Pozdravljeni! Ste se kdaj že vprašali, kaj vse se mora prilagoditi pri bolidu Formule 1, ko na progi nastopijo dežne razmere? Marsikateremu navdušencu se bo lahko zdela današnja tematika izjemno enostavna ter sama po sebi umevna. A v nadaljevanju bomo videli, da so zadeve malce bolj kompleksne in konec koncev tudi prepletene med seboj. A preden začnemo praktično z razlago, kaj vse morajo pri ekipi Formule 1 prilagoditi, je treba poudariti nekaj krajših. Prvič, na vsaki progi Formule 1 so potrebne določene nastavitve, ki nekako odražajo karakteristike same proge. Seveda, na progi v Monzi so nastavitve čisto nekaj drugega kot na tisti v Monaku. In to se odraža tudi, če dežuje. Namreč nastavitve za suho progo so nekakšno izhodišče. In ko se razmere na sami progi toliko poslabšajo, je treba prilagoditi. Ampak izhodišče je zmeraj tisto za suho progo. In nasprotni ekstrem temu izhodišču so dežne razmere. Poenostavljeno povedano, takrat, ko bolidi Formule 1 uporabljajo pnevmatike za mokro progo. Imamo tudi tiste pnevmatike za vlažno progo, ki pa odražajo neko stanje na asfaltu, ki je nekje vmes. Zakaj lahko to tako trdim? Ker je njihovo ime v angleščini intermediate. In že to nam nakazuje neko vmesno stanje. Tudi zato se pogovarjamo o dežnih razmerah, ukolikor pride do tistega vmesnega stanja, se pač te spremembe od izhodiščne točke spremenijo za bistveno manjši odstotek. Druga zadeva, katero bi rad poudaril, bo način moje razlage. Spremembe bom nekako združil v 4 skupine. Vsakomur izmed vas bo jasno, da te spremembe vplivajo ena na drugo in da skupine so ločene bolj zaradi bolj poenostavljene razlage kot zaradi kakega tehničnega vpliva. A najbolje je, da pravzaprav začnemo s temi skupinami. V prvi skupini imamo spremembe, ki se nekako dotaknejo vseh tistih vzvodov, ki jih upravlja voznik. V drugi skupini imamo vse spremembe, ki se dotikajo samega pogona. V tretji skupini imamo vse tiste spremembe, ki se dotikajo vzmetenja ter obes. V četrti skupini imamo pa tiste spremembe, ki se dotikajo aerodinamike. Kolikor vzamemo prvo skupino, je treba poudariti, da spremembe na tem področju niso tako nujne, ampak vsak voznik ima raje v določenih pogojih, da je na primer hod stopalke z zavoro rahlo daljši, da je tista sklopka, ki jo upravlja z volanom, malce z daljšim hodom, kot na primer, če je suh asfalt. Po drugi strani tudi volan se lahko tako prilagodi, da obrat za določeno število stopinj pomeni manjši obrat samega kolesa. To pa zaradi tega, da v takih razmerah je lahko vožnja bistveno bolj nežna, gladka in manj sunkovita. Sam voznik lahko kompenzira s svojim talentom praktično tem nastavitvam. Lahko obdrži tiste nastavitve, ki jih ima na bolidu za suho progo,
ampak v podzavesti mora reakcijske čase podaljšati in seveda zmanjšati hitrost svojih gibov. Nekateri želijo imeti spremenjene nastavitve, drugi so sposobni se prilagoditi, tretji pač vzamejo neko vmesno pot. A na to imamo drugo skupino nastavitev in te se dotikajo pogona. Govorimo o pogonu, govorimo o pogonskem sklopu. V dežnih razmerah je potrebno imeti čim boljši oprijem, predvsem pogonskih koles. Zato je tudi potrebno nekako zmanjšati tisto silo, ki se prenaša iz same glavne gredi na pnevmatike in posledično na asfalt. V starih časih je bilo to mogoče doseči tudi z razmerami v menjalniku. Kolikor bi zamenjali končni zobnik, bi lahko tudi na primer spremenili tisti pretvornik, ki obrate glavne gredi spremeni na koncu v obrate pogonskih koles. A danes to ni možno, zato z programom elektronike pač naredijo bolj vozljiv pogonski sklop, manj grob, kjer se dosežejo nižji obrati in tako se prepreči zdrs samih pogonskih koles. Po drugi strani, taka nastavitev ima tudi določeno prednost, manjšo porabo goriva. In s tem, ko je poraba goriva manjša, ga lahko natočijo manj in tako nekako tudi dosežejo pri ekipah v teoriji hitrejši bolid. 10 kg pomeni približno 3 oziroma 2,5 desetinki na krog, vsaj tako pravi teorija. A pojdimo naprej, namreč priti moramo do tistega dela, kjer se prilagodi samo vzmetenje in seveda same obese. Ker je težava v vožnji po mokri progi oprijem samih pnevmatik, seveda z asfaltno površino, je treba pnevmatikam s profilom pomagati. Pomeni imeti mehkejšo vzmetin, blažilce, ki imajo daljši hod in seveda za katere je potrebna manjša sila. Kolikor želimo imeti stik pnevmatike samo podlago, je treba preprečiti vsakršno skakanje bolida, na primer čez robnike. To lahko dosežemo na dva načina. Prvič, s tem, da voznik pelje malce bolj naokrog. In tu se vrnemo k naši prvi skupini. In drugič, da ukolikor pride do kake nepravilnosti, bolid oziroma njegovo vzmetenje dobesedno amortizira tisti udarec, ampak drži stik samo podlago. Poleg sprememb na samem vzmetenju je treba dvigniti tudi ravno dno oziroma celoten bolid postaviti malce višje. In to se doseže prav na vzmetenju. In zakaj je to tako pomembno? Ker se lahko na dnu bolida nabere tako visok vodni stolpec, da celoten bolid, na primer pri zaviranju, dobesedno privzdigne in nekako ustreli v tisto izletno cono, ki se nahaja za ovinkom. Zakaj se voda lahko nabere pod samim bolidom in ne pod pnevmatiko, ki ima profil? Zaradi samega aerodinamičnega učinka. Mnogokrat ste lahko slišali, da pnevmatike za dežne razmere dvignejo izjemno visok oblak dežnih kapljic. Ampak še zmeraj to ni primerljivo s tisto količino vode, ki jo izbruhne difuzor za bolidom. Namreč vrtinec, ki ga generira sama šasija, je na primer potreben zato, da zatesni tisto razdaljo med samim ravnim dnom ter asfaltom ter tako pomaga ustvariti tako imenovan talni efekt.
Ampak ta vrtinec tudi v dežnih razmerah vodne kapljice dobesedno potisne pod dno bolida. In zaradi tega se lahko na tem mestu zbere v danem trenutku izjemno visoka količina vode. Da bi to preprečili, je najbolj enostavno, da se bolid dvigne od tal in tako seveda je potrebno imeti bistveno višji vodni stolpec, da bi bolid prevzdignil. In ne nazadnje imamo še tisti aerodinamični del, kjer pa pridemo do rahlo zanimive situacije. Namreč vsakomur izmed nas je jasno, da ukolikor so bolidi počasnejši, imajo zaradi tega manj aerodinamičnega oprijema. Hitreje kot gre bolid, bolj delujejo aerodinamične površine. Po drugi strani, v tretji skupini smo govorili, da se dno dvigne od tal. In če se dvigne od tal, pomeni, da je med ravnim dnom in asfaltom večja razdalja, ker dobesedno pomeni, da je talnega efekta manj. A bolid Formule 1, da zvozi določen ovinek z neko hitrostjo, rabi določeno količino aerodinamičnega oprijema. V tem primeru je potrebno dvigniti naklon samih profilov. In na progi, ki je že po svojem hitra, je to možno, namreč nastavitve na prednjem in zadnjem stabilizatorju to omogočajo. Ampak na progi, kjer imajo že na suhi nastavitvi izjemno visok kot, lahko vozniki nimajo praktično več možnosti zahtevati višjega kota. Primer, kolikor imamo v Monaku dežne razmere, so zadeve izjemno zanimive, kajti ravno dno generira manj talnega efekta, profili imajo visok kot in vozniki morajo voziti še bistveno bolj počasi, kot bi lahko v neki teoriji. In prav tu pridemo v neko situacijo, ki je izjemno zanimiva. Mnogi navdušenci si mislijo, da v dežnih razmerah pridejo do izraza tisti pravi talenti, ki imajo ponavadi tudi slabše bolide. A slabši bolid se ponavadi v razmerah za suho progo obnaša izjemno podobno tistemu, kar vidimo pri dobremu bolidu, ko so razmere za mokro progo. Ima šibkejši pogonski sklop, nima tako učinkovite aerodinamike in mnogi vozniki imajo težave pri vožnji skozi ovinek. Zato so določeni bolidi nekako v dežnih razmerah malce bolj konkurenčni, kot smo jih navajeni. Ampak zato, ker njihove nastavitve nekako ustrezajo tistim pogojem, kajti zabrisale so se prednosti, ki jih imajo pred ostalo konkurenco. A seveda, sedaj pridemo še do zadnjega in najbolj pomembnega vprašanja. Zakaj v dežnih razmerah vidimo praktično razmerje sil, ki ne odraža tistega, kar lahko vidimo tudi, ko so razmere, recimo temu, normalne? Zato, ker danes smo se tukaj pogovarjali o dveh skrajnih nastavitvah. Torej, tisti nastavitvi za suho progo in tisti nastavitvi za mokro progo. Vmes obstaja še nešteto različic, kjer lahko ekipa izbere, recimo temu, tisto pravo. Razmere na progi se lahko spreminjajo iz trenutka v trenutek. In lahko se zgodi, da sredi kvalifikacij ima slabša ekipa pravo kombinacijo pnevmatik in nastavitev. Zato lahko tudi doseže enkraten čas, prav njihova tehnika še zdaleč ni na pravem nivoju. Lep primer, Williams na tako imenovani veliki nagradi Belgije.
Seveda, tehnološka razvitost bolida ekipe Williams v sezoni 2021 še zdaleč ni bila tako visoka, da bi lahko dovolila drugo mesto na kvalifikacijah, ampak ustavitve pnevmatike v danem trenutku so jim dali to možnost. Drugi so bili pač malce manj spretni in zato počasnejši. A seveda na drugih dirkah, tudi ko pride do bežne situacije, smo videli, da ta prednost je izginila, zato ker so tudi drugi prilagodili svoje nastavitve. Razumeli ste lahko, da na primer sprememba v aerodinamičnem pogledu vpliva na mehansko obnašanje bolida. To mehansko obnašanje bolida zahteva korekture tudi v vozniški kabini, kjer voznik mora biti ali bolj nežen na volanu oziroma imeti daljši hod stopalke in vse to, hočeš nočeš, pride do tudi vpliva na pogon, kjer je treba imeti vse nastavljeno tako, da ne pride do tako imenovanih zdrsov. In ukolikor pride do zdrsa in bolid izgubi oprijem, v najboljšem primeru govorimo o tem, da bolid ostane na mestu, v najslabšem primeru pa ima težave, na primer pri zaviranju. In to lahko pomeni tudi, da zapusti samo progo oziroma zleti v zaščitno ograjo. A to jemite samo kot neko osnovo. Kaj vse se mora spremeniti, kolikor pride do dežnih razmer. A tu bi lahko dodali še veliko drugega. Tega, kako se prilagodijo zvore, kako se prilagodi samo čelado voznika in še bi lahko našteval. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.